No, moje ime je Polona Janežič, sem arheologinja. Trenutno sem zaposlena v Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer se ukvarjam z najdbami, s to neko primarno obdelavo, takoj ko jih dobimo s terena. Drugače pa zraven se ukvarjam tudi z raziskovanjem zgodovinske prehrane in v bistvu povezujem ravno najdbe s tem, da jim dajem ta smisel, kako jih v bistvu uporabljati oziroma kako so jih uporabljali včasih. Ja, prazgodovinske kuharske recepte prepoznavamo na podlagi ohranjenih rastlinskih ostankov, odkritih živalskih kosteh, pa recimo maščobah v posodah, glinenih posodah. V bistvu vse to najdemo na arheoloških najdiščih, ker to nam v bistvu zelo pomaga potem tudi pri interpretaciji samih jedi. Zraven recimo je fino tudi, če poznamo okolje, v katerem so takrat ljudje živeli, ker recimo lahko potem vključimo tudi divje rastline, ki jih mogoče ne najdemo na samih najdiščih. Potem pa lahko v bistvu, če analiziramo te maščobe, ugotovimo noter v posodi, kaj so kuhali, recimo katere rastlinske maščobe dobimo in katere živalske, in iz tega lahko potem sestavimo neko jed. Prazgodovini so kuhali največ na odprtih ognjiščih. Mi smo nekje v času od odkritja poljedelstva naprej, tako da so kuhali veliko v glinenih posodah. Poleg tega so recimo meso ali pa tudi kakšno zelenjavo lahko pripravljali na razbeljenih kamnih, ali pa recimo na palici, direkt nad ognjem, lahko so tudi pekli na žerjavici. Poleg tega so pa največ sicer uporabljali lonce, ampak tudi recimo take pekve, to so v bistvu pokrovi, ki so služili kot pekači in v bistvu so lahko recimo spodaj pekli kruh ali pa kakšne pečke, kjer so tudi lahko pekli recimo kruh ali pa meso. S kamni so lahko ali pekli direktno na njih na razbeljenih ali pa so recimo kuhali tudi v kožah živali, kjer so pa kamne razbelili pred tem in potem z njimi, z njihovo pomočjo, vodo pripravili do tega, da je zavrela in da je potem tudi v bistvu vrela, da se je recimo noter lahko skuhala neka enolončnica ali pa kakšen kos mesa, zelenjava ali česa podobnega. Ja, za kuhanje, kot sem že omenila, so največ uporabljali glinene lonce, poleg tega pa tudi recimo pekače, katere so pokrili z pekvo, to je v bistvu tak glinen pokrov, kar poznamo še danes, temu rečemo recimo danes, da pečemo pod peko. Poleg tega so verjetno uporabljali tudi veliko lesenih pripomočkov ob samem kuhanju, ki se žal ne ohranijo, zato ker je to organski material, ki hitro propade. Ohranja se recimo v mokrih okoljih, kjer ni kisika, zato lahko pri koliščarjih najdemo tudi veliko lesenih predmetov. Poleg tega so uporabljali cedila, pri čemer sklepamo, da so z njimi delali predvsem mlečne oziroma si pomagali pri izdelavi mlečnih izdelkov. Za hrano so pa največkrat postregli v skledah, shranjevali so jo pa v velikih shrambenih posodah, ki jim rečemo pitosi, ali pa tudi recimo verjetno v kakšnih vrečah narejenih iz blaga, usnja in podobno. Sicer se to ni ohranilo, ampak verjetno so to veliko uporabljali. V prazgodovini najdemo veliko živalskih kosti, tako da sklepamo, da so jedli veliko živali, oziroma veliko mesa. Zanimivo je recimo, da od odkritja poljedelstva na začetku so jedli veliko ulovljenih živali, potem pa je ta procent se manjšal in je bilo več mesa udomačenih živali. Poleg tega so, domnevamo, izdelovali tudi mlečne izdelke, ker več, ko je bilo udomačenih živali, več je bilo mleka in so ga mogli nekako shraniti in najlažje ga je bilo predelati. Tako da imamo recimo kakšne mlade sire, mogoče tudi maslo in pa take podobne stvari. Vse so skupaj kombinirali z žitom. Najstarejše žito, v bistvu kultivirano sta pšenica in ječmen na našem prostoru, potem pa recimo pera in pa stročnice, kjer je pa spet različno od regije Slovenije, nekje imamo prej recimo grah, potem imamo pa še recimo lečo, bob, grahor in pa kasneje tudi proso, ki je v bistvu tudi en temelj prehrane v recimo pozni bronasti dobi in potem v železni. Poleg tega pa tudi zelenjavo, pri čem pa moramo opozoriti, da verjetno je bilo veliko divjih gomoljev, ki so jih potem počasi udomačevali. Zanimivo je recimo to, da so bile živali takrat dosti manjše rasti in pa tudi rastline so bile veliko manjše, kakor jih imamo danes. Poleg tega pa lahko omenimo tudi, da so nabirali veliko jagodičevja, recimo maline, robide, divje jagode, po kakšnih regijah Slovenije tudi že borovnice.
In pa recimo drnulje, šipek in pa neke druge divje rastline, zelo popularni so bili povsod lešniki. To je bil en tak orešek, ki je v bistvu takrat že poznan, ker marsikatere, ki poznamo danes, so dosti kasneje prišli na naš prostor. Ja, eksperimentalna arheologija je v bistvu pomembna zato, ker nam da še neko dodatno zgodbo predmetom, ki jih mi odkrijemo. V bistvu nam tudi omogoča razložiti procese, ki so jih v bistvu takrat vsakodnevno uporabljali in za hrano, in za lov, za gradnjo in tako naprej. In v bistvu nam s tem tudi pokaže, da dejansko dobimo to vrednost, koliko časa so oni v bistvu za vse to porabili in v bistvu, da začnemo prednike mogoče tudi malo bolj spoštovati. Po drugi strani pa se lahko z njimi poistovetimo, ker še vedno je, recimo, če vzamemo zdaj primer hrane, bila neka ključni dogodek, ki je verjetno že takrat skupnost povezoval in v bistvu kar lahko tudi danes še vedno isto razumemo. In v bistvu nas to spet poveže s predniki in nam da v bistvu ta nek lepši pogled na njih.